Lepo pozdravljam zgodovinarko dr. Andrejo Valič-Zver, zgodovinarja dr. Staneta Grando, zgodovinarja in novinarja Jožeta Možino in avtora knjige Slovenska kronika tisočletja gospoda Petra Conarja. Lepo pozdravljam. Najprej na kratko predstavim gospoda Conarja. Rodil se je v Kranju leta 1937, končal je višjo trenersko šolo v Beogradu in se zaposlil kot višji športni trener v športnem društvu Triglav Kranj. Kmalu na to se je zaposlil kot športni urednik pri Gorenjskem glasu v Kranju, kjer je prevzel tudi urejanje zunanje politične redakcije. Novinarstvo je nadaljeval pri Dnevniku in Nedeljskem dnevniku, kjer je bil zaposlen več kot 30 let. Bil je prvi dopisnik v dopisniški mreži z Gorenjske, ki jo je začel razvijati v hiši. Je ustanovitelj Radia Kranj. Prevzel ga je potem, ko je bil 2 leti in pol po ustanavljanju in mu je grozila ukinitev. Izpeljal je ustanovitev, registracijo in tudi lastninsko preoblikovanje v skladu z zakonom o podjetju. Bil je stalni novinarski sodelavec v reviji Ampak in Radio Dnevnik Ptuj. S svojimi prispevki je dolga leta sodeloval tudi v slovenskem radijskem programu Zalovcev. Njegovi prispevki so bili objavljeni tudi na številnih drugih radijih in tiskanih medijih. O tekočih dogajanjih se je dolgo redno odzival polemika, da svojimi mnenji v revijah in časopisih. Od leta 2001 je pisal kroniko časa za našo revijo Demokracija. Pred leti je izdal knjigo Zato pa še živimo. Sedaj pa je šlo njegovo, če lahko tako rečemo, življenjsko delo, Slovenska kronika tisočletja, kjer je predstavljeno obdobje od Karantanije do 10. vlade samostojne Slovenije. Se pravi od približno 6. 7. stoletja po Kristusu do leta 2012. Podlaga za to knjigo so prispevki, ki jih je gospod Conar sistematično 14 let objavljal v reviji Demokracija v rubriki Kronika časa. Gospod Conar, kako to, da ste se odločili napisati slovensko kroniko tisočletja, glede na to, da po izobrazbi niste zgodovinar? Nam lahko knjigo na kratko predstavite, komu je namenjena ta knjiga? Večkrat sem odvobil, to je sploh zgodovina ali ni. Mislim, da je bolj namenjena za splošno branje. Ker je to se zdi vsaj, kar se te zasedi. Je to prva knjiga, ki je nekako pomešano so družbena dogajanja in osebne razne zgodbe. Tako da zaradi tega pravim. Sem pa kot novinar sem jaz zašel nekako slučajno, že nekdaj me je zgodovina zanimala, potem sem pa po eni tragični okolnosti prišel za urednika na športnega urednika na Glas, potem na Dnevniki, potem naprej. Od same knjige jaz bom pozoril sam na nekaj, da vse nadalje že 1000 let enega naroda je neumno zgovor, ker bi predolg trajal, in jim tam o svojih besedah čist na koncu napisal, lahko bi to tudi očital, pa še plagijat, da sem napisal, da priznam, da je vse prepisan, da pač takrat nisem živel. In je pa res, da je od slovenske zgodovine, so pa zgodovinari, so tam pravi zgodovinari, res že zelo veliko napisali, zelo veliko se da že vedeti. To je pa vse. Samo ni združeno. Pa v glavnem imam knjigo, sobo polno leksikono in tiste sem tudi 15 let ali pa še več prežvečil popisoval. Drugač pa ne vem, kaj bi rekel same knjigi, jaz bi to upozoril sam tebe. Sem tudi nekaj napisal, še novinarji to zanimajo kot avtor, da hočem povedati, da to ni dolgočasna stvar, da je ta knjiga kaže, da je zgodovina zanimiva, da ni dolgočasna. Naprimer, dokazuje, iz te se da videti, da smo Slovenci, včasih so nam učitali, da nismo vojaki. Črnogorci so vojaki, mi smo pa poslušni delavci. Sam ne res, in tudi noter so tudi osebe, ki so visoke čine v Avstro-Ogrski dosegli, to je bil
Blazijus Žemba, ki je porodil iz Gorja, on je bil načelnik avstro-ogrskega generalnega štaba. In takih načelnikov generalnega štaba je bil še nekaj, ni bil on edini, ker niso zgodniki zajetne. Potem vem, da je bil najvišji čin so se zmislili za njega, za vicegenerala, ki je bil poveljnik Avstro-Ogrske mornarice. In on je svojo prednost dejal, da je sprejel v mornarico mlade fante, predvsem iz te stranske. In da je moj tak sum, da smo bili zato Slovenci postali nekak pomorski narod. Tudi mojih kolegov še je šel v mornarico v službo, da se jim bomo pritegnili. Ker on jih je pač na visoke, šolov pa na visoke položaje spravil. Zdaj zajema, to je že povedal. Slovenska, zanimivo je, če se hoče, se te znajde tudi predvsej tako izmenovanega rumenega tiska. Naprimer, prvi slovenski pesnik spravljal Valentin Vodnik, v resnici je napisan bil Franc Knobel, se je pisal, ki je napisal knjigo o Prtcu. In verjetno zaradi tega pa je to literarno minega rešili, da to pa gledali, da se s tem slovenska poezija prva objavljena njegova. Govori o tem tudi, na primer, v Italiji, pa o najbogatejšem Slovencu, pa o Napoleonovi ljubisti, skrivnosti Marije Terezije, mislim, da je tako skrivnost, tudi vojaško tajnost je kršil, to je nagrajalnik naslov dal, ker to se ni smeli videti. V glavnem je pa, knjiga se pa končala 10. vlade, imenovanje 10. vlade v samostojni Sloveniji. Če imam tukaj za vprašanje, povedal. Najlepša hvala. Zdaj pa dal besedo doktorici Andreji Balic-Vir. V čem je po vašem mnenju pomen Colnarjev knjige za nas slovenski prostor, za širšo slovensko javnost in morda v tem, da so številni pomembni dogodki slovenske zgodovine na kratko in jasno predstavljeni, da je velik poudarek tudi na demokratizaciji in doktrino samostojnosti Slovenije. Izvolite. Hvala lepa za besedo in za povabilo tem dogodku. In pa seveda, Peter, da moram že nekaj tebi, hvala za povabilo, da sem pač lahko napisala te uvodne misli. Začel si svojo predstavitev, mislim, da z enim ključnim vprašanjem, s katerim se zgodovina različujemo pri svojem delu, ko se vedno znova in znova sprašujemo, a je to sploh zgodovina? Mislim, da je to temeljno vprašanje. In si tudi zelo pomaga in je odgovoril lepo, da družbena dogajanja in osebne zgodbe, to ni zgodovina. To je zgodovina. Kaj če bi zgodovina drugega? To nas zanima. In zato bi mogoče na začetku povzela nekaj misli dr. Igorja Grdine, ki sem jih pripravila za danes, se mi zdi, da krasno ustrezajo ravno temu tvojemu ključnemu vprašanju. Namreč dr. Grdina je takole zapisal: modrost je po mnenju znamenitega filozofa Hegla mogoča šele po oblikovanju misli, izraženi besedi in izvršenem dejanju, šele potem smo lahko modri. To velja tudi za zgodovino kot posebno obliko vednosti. No in Lord Macaulay je v prvi polovici 19. stoletja zapisal: zgodovina je pravzaprav filozofija s primeri. Zgodovina je namreč vsaj z imeni, priimki in letnicami navezana na enkratnost in neponovljivost. Tvorba raznih modelov, ki to zgodovino abstrahirajo, simplificirajo, simulirajo, je za edinstvenost nesmiselno početje, ker pomeni usodno oddaljevanje od teh konkretnih primerov, ki je za zgodovino bistven. Konkretni primer je bistven in s temi bistvenimi primeri se dejansko v svoji knjigi ukvarjaš. Ravno danes sem pri Zajtrku pri kavi brala krasno zgodbico o Napoleonovi ljubici. To verjetno poznate, če pa ne vam svetujem, da se seveda preberete in verjetno je Slovenka zelo usodno vplivala na družbeno dogajanje. Pa na spletu pogledati, pa so veliko več v tej svetu. Ja, ampak nekdo,
ki prav to je usmerka. Tako, prav usmeri v neko zelo zanimivo zgodbo, ki je imela, kot pravim, verjetno veliko vpliv na družbeno dogajanje. Torej, tebe zanimajo predvsem konkretni primeri, človeške usode, zaradi primki, dogodki, procesi. In vse to pravzaprav mislim, da najbolj zanima tudi velikansko večino, bom rekla, povprečnih pravcev, ki vsak teden s pozornostjo prebirajo tvoje poglede v preteklost slovenskega ozemlja, ki jih objavljaš v reviji Demokracija. No in kot je bilo danes že rečeno, kot je urednik povedal, je Peter s temi prispevki sodeloval v različnih slovenskih medijih, pa ne samo v slovenskih, ampak tudi recimo na Koroškem, ko smo ugotovimo. In to seveda govori o enem preprostem dejstvu, da je vedenje o preteklosti očitno nekaj, kar ljudje enostavno potrebujemo. Potrebujemo, da lahko vzpostavimo svojo lastno identiteto v času in prostoru. Zdi se, da človeški enostavno potrebuje neko, bom rekla, uporabno preteklost, ker je zgodovinski spomin ključ do naše samopodobe in pot do razumevanja posameznikovega položaja v družbi in seveda v času. In zato je tako pomembno zrelo in odgovorno in pošteno soočanje z narodovo preteklostjo v vseh njenih razsežnostih. Jaz sem v tem svojem uvodnem nagovoru napisala, da se Peter pogumno in z ogromno mero odgovornosti loteva zgodbe slovenske kronike tisočletja. In mislim, da, in se verjetno oba kolega oziroma vsi z mano strinjajo, da to vrstno delo, to vrstno projekt bi bil zahteven še za poklicnega zgodovinarja. Kaj že za Petra, ki ni poklicni zgodovinar, ampak se je res odgovorno tega lotil, večkrat dobrohotno z ene kritične distance opazuje početje tako imenovanega uradnega zgodovinopisja in tudi, kar je zanimivo in kar se mi zdi na dodana vrednost svojega dela, tudi komentiraš dogajanje. Ker včasih srečamo zgodovinarja, ki enostavno napabrekuje samo letnice, imena in tako naprej, pa zraven nič ne komentira. To ni zgodovinopisje. To je kroništvo, to so anali. Zgodovinopisje je komentar dogajanja in to pri tebi opažam. To se pravi, dejansko bi bilo tvoje delo lahko marsikomu od tako imenovanih uradnih slovenskih zgodovinarjev za zgled. Še eno komponento tega tvojega dela bi rada poudarila, to, bom rekla, tvoje športno srce. Slišali smo, da si študiral športno vzgojo, da si bil športnik, bil si trener in tako naprej. In mislim, da se tudi v tvojem zgodovinopisnem delu to pozna. To je ta predanost, srčnost, pogum, da ko se lotiš stvari, jo tudi pripelješ do konca, vržeš na koš, zmagaš tekmo. Včasih jo pa tudi izgubiš, ampak je treba poraz športno prenesti. Zato ti res še enkrat iskreno čestitam in želim, da bi to delo pravzaprav dobilo nadaljevanje. Peter nam je prej tam na Vogalu, ko smo malo prepetali, zaupal, da bi bilo fajn, če bi te poglavja dobila še neko evropsko dimenzijo, nek, bom rekla, uvod, kaj se je v tem času dogajalo v Evropi, v svetu. Peter. Področje bo nekako povezati, da se vidi pol iz teh dogodkov, so se na 25 obdobju sam razdelil to preteklost, da bi se videli vsakemu temu oddelku, kaj se je v tistem času v Evropi po svetu dogajalo. Ki je bil Michelangelo, pa to takrat so Slovenci pik. Evo, to je šport, do konca. Hvala. Hvala. Gospod Možina, vi v predgovoru opozarjate, da se danes še vedno določene dogodke prikriva v mitologiji in potvorbi. Če vas citiram, tu ne gre za stvari izpred stoletij, ampak tudi za take, ki so še žive priče, ki bodo kaj se res zgodilo. Hvala lepa za besedo in lepo zdrav vsem prisoten, predvsem Petru, ki je res presenetil s knjigo takega formata in take vsebine. To je zelo odgovorno delo in mogoče bi uvodoma vendarle čestitev tudi z eno prispodobo, z eno željo, z eno občudovanjem, da dokazujete neko družbeno odgovornost slovenskega intelektualca, ki tudi potem, ko mogoče gre iz najbolj aktivnega življenja,
ko prideš v zrelejša leta, se vendarle peča s takimi stvarmi. Pa vem, da je njegova ambicija prav ta, da bi ljudje brali, da bi več vedeli, da bi v tej državi malo bolj pametno živeli. Mislim, da to je ena od ključnih sporočil, vsaj skrivnih sporočil, mora biti in upamo v čim večjem številu uporabnikov te knjige. Uspelo mu je napisati na način, ki je poljuden, ki je privlačen, ki ni zatežen. Zato tudi kolegica Andreja to lahko prebira tudi v jutranji kavi in tudi vsi ostali. Poglavja so krajša, Poglavja so kratka, velikokrat tudi preseneti s tematikami, o katerih nič ne vemo, tudi tisti, ki se mogoče poskušamo malo več pečati zgodovino. Tako da je to res eno branje, ki je koristno, hkrati poljudno in ki razvija tudi mnogo tabujev in mitov o slovenski zgodovini, sploh v tej novi dobi. Všeč mi je tudi, ker avtor vzpostavlja vrednostna izhodišča in vrednostne sodbe, sploh ko se premika proti obdobju druge svetovne vojne in potem tudi po vojnem obdobju, sploh dobe demokratizacije, je popolnoma jasno, iz kakšnega vrednostnega izhodišča izhaja. To mislim, da tudi prav. Tako da dejansko je to knjiga, ki je zelo, zelo namenjena tudi nezgodovinarjem, sploh vsem, ki jih zgodovina zanima. Hvala. Gospod Granda, vi ste v uvodu knjigi zapisali, da vas je vedno presenečalo, ko ste bili v knjigi, koliko in kakšne tiskane zgodovinske preglede lastne države imajo na razpolago tamkajšnji bralci. Kaj pa mi Slovenci? Ja, torej, če hodite po svetu, pa gledate v knjigarne, vidite, da pravzaprav ima vsaka normalna narod, vsaka država ima zelo široko ponudbo zgodovin, od takih manj zahtevnih do super znanstvenih in tako naprej. No, mi Slovenci smo pa pravzaprav imeli desetletja Kosovo, dobro prej še Malovo, Kosovo, potem pa Grafnarjo in se v tem pravzaprav ni premaknilo. Zdaj pa, ko imamo pravzaprav samostojno slovensko državo, se pa stvari že premikajo, čeprav ne v polno zaželeni smeri, ampak vendar premik je. Pri Petrovi knjigi moram dodati tisto, kar je pravzaprav že Jože sprožil, mi je prva stvar, ki mi je bila izjemno všeč, to, da to je knjiga, ki je pisana slovenskih stališč. V bistvu naše knjige so pisane z avstrijskih, pa jugoslovanskih, pa partijskih, ta je pa pisana to, kar je Jože rekel, iz drugačnih vrednostih stališč, in ta so slovenska, demokratično samositna. In to je veste taka prva stvar, ki je zelo pomembna in ki je v naši zgodovini pisni literaturi zelo manjka. Če pogledate danes, pravzaprav, kaj se prepirajo zgodovinarji, kakšen odnos so imeli do stare Jugoslavije, ali so bili za njo, ali proti ne, pa kaj nas to prida. Mi imamo danes ne moramo ljudi ločati po tem, kakšen so imeli odnos do Jugoslavije. To je pa vendar rekel, je nov duh veje v knjigi, všeč mi je, seveda so z vsemi stvarmi. Ampak to gre veste za take malenkosti, kaj se za mene, naprimer, se imaš to še lep izraz, Peter, za Avstrijo, praviš, da smo se otresali njene tam pa leto 18. Ne, ima še bolj mini izraz. Ampak dejansko je bila Avstrija tako naša domovina, kot je bila kakšna druga. To se pa povedal, ampak to smo pripisno. Mislim, da ste to, da ni v knjigi ni nestrpnosti. Sem prej pogledal, naprimer, ko piše, kaj piše na Sloveniji Slovencev, in mirne duše pove zraven pa še venecko teorijo. Jasno, da zgodovinarji nismo zato, ampak nekdo pač ne pristaja na venecko teorijo, ker še ni dokazal dovolj znanja. On pa mirne duše pove, eni pa mislijo drugače in gradijo na tem, pa tem pika konc. Brez vrednosti so, kot da tisti, pač, ki so en teh dosti malo, ki so pristaši veneckih teorij, seveda ne more biti razočarani. In potem tudi greste naprej. Moram pa reči, da Peter sicer pravi, da ne. Mislim, da na parih mestih to, kar vajo podpotil, da je zadovoljše dogodke našo dato. Mi za številne stvari vemo, da je stvar letnico, datomu pa ni. Kako potem naštima datum, naprimer Čazanova, glede na to, da je Jože Vipavc, Vrtovčeva vinareja, ki je zelo pomembno delo. Pač je enostavno je to obesno Vrtovčevo rojstvo,
Sveda, potem, ko človek bere, se reče vsi hudiči, kako pa tudi ena knjiga 18. stoletju izšla. Ampak je lepo navezuje na Vrtovčevo rojstvo, se potem pozi. Tako da je to ena knjiga, ki jo moraš imeti doma, ki ti velikokrat pomaga, da kakšen datum preveriš, najdeš pa tudi kaj novega, manj znanga, ker za njega ni tabu tem in moram reči, da sem zelo vesel, da je taka knjiga išla. Pri ponatisu boš lahko še to popravil, kar sem rekel, ampak važno, da bi mi čim več takih knjig dobili, kajti presenetljivo je, kako pravzaprav zlasti moja generacija, pa je seveda tudi mlajše, veliko mlajše, slovenske zgodine pravzaprav ne znajo. Pa niso krivi, vse bi brali, ampak nekih težkih zateženih tekstov ne morajo brati, pa knjigo moraš brati tako, da je lahko vzameš, da je vsem, ki je listaš, ki jo bereš in pa te knjige začneš brati, kjer jo bereš, beriš pa preskočiš, tako da to daje vrednost. In jaz upam, res upam, da bo takih knjig je šlo še več, ker to je edini način, da bomo ljudi pripravili, da bodo brali slovensko zgodovino. Šola je pa še totalno povedala, to je Andreja že ugotovila, da imamo v Evropi najmanjše dela slovenske zgodovine v učbenikih, nič ne kaže na boljš, večjem slabše. Ampak saj nekaj, kdor hoče, pa lahko prebere, ker mi smo živeli pa seveda v okolju, kjer pa tudi če smo hotel kaj tazga, ki smo mogli roko vzeti. Tako da je to res dobra stvar in jaz upam, da bo našla pot med bralce in tudi hvala pravzaprav, Peter, tudi za tvoje članke v Demokraciji in je prav, da si jih potem zbral pa dopolnil in da to preberemo. Je pa res to, kar je že tudi Andreja rekla, ne bereš prvo omembo Kranja, ne da še ti povedal, pa še v pjescih, čeprav je mest rekel 1500 let razlika. Tako da imate eno tako fino reminiscenco in več smo imeli takih knjig, bolj bomo poznali slovensko. Najlepša hvala. Še eno vprašanje za vse, glede na to, da sem tukaj zbrani, oziroma ste zbrani eminentni zgodovinarji. Navezal bi se na to, o čemer je govoril gospod Granda, torej o teh nacionalnih zgodovinah in nacionalnih pregledih. Na oddelku za zgodovino v okviru Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani že več let deluje raziskovalna programska skupina Slovenska zgodovina pod vodstvom dr. Božeta Repeta. Programska skupina pokriva vsa zgodovinska obdobja od antike do danes. Prvotno je bilo načrtovano, da bo nova slovenska zgodovina išla pri Mladinski založbi, a je to padlo v vodo. Morda bi bilo to celo v redu. Ponovno naj bi te knjige išle postopoma v okviru Filozofske fakultete. V tem kontekstu me zanima, ali obstaja možnost, da bomo Slovenci kdaj končno dobili monumentalni zgodovinski pregled slovenske zgodovine, ki bo svetovnonazorsko uravnotežen, ki bo izpolnjeval vse strokovne in znanstvene kriterije. Vemo, da je dolgo časa veljala, če je bila glavna taka pregledna knjiga Zgodovina Slovencev, Cankarjeve založbe iz leta 1979, ki pa je bila jasno ideološko kontaminirana. Pred leti je recimo išla slovenska novejša zgodovina, ki obravnava obdobje med letoma 1848 do 1992. To je bil Inštitut za novejšo zgodovino. Zdaj me zanima, a je potreba po taki knjigi, oziroma taki pregledni zgodovini, ali je v bistvu še dovolj to, da smo zdaj v zadnjih 25 letih dobili ogromno knjig, ki pa razkrivajo stvari, ki so bile prekrite v preteklosti. Kaj menite vi o tem? Ali je potreba po tej neki veliki slovenski zgodovini pregledni ali niti ne? Izvolite. Ja, torej, ta projekt seveda poznam, vi veste, da je dr. Grbina ga že večkrat skritiziral. Moram reči, da trenutno seveda ne vidim ene možnosti, da bi v okviru Filozofske fakultete nastala ena taka monumentalna slovenska zgodovina, ker je zdaj na njenem oddelku v modi pravzaprav zaničevanje, poniževanje, sramotenje Slovencev. Poglejte stvari, kako se boste za glavo držali. Kaj pravzaprav se izdaja, kaj se lahko brani pred dizertaciji. Torej, človek je, ampak moram reči, že to je moda, ki si me najprej pred kakšnimi 2 desetletji ali pa 3 zasledal pa v Avstrijcih, to se je pol preneslo k nam
Jaz takrat Avstrijce nisem sestopil, ker so kar tekmovali, da so bolj naučevali z avstrijske zgodovine. No, zdaj se je pa to z eno zamudo preneslo, kam pa bo seveda tudi minilo. In mislim, da je ena sreča v tem, da imamo pravzaprav danes že več centrov za slovensko zgodovino, da ni vse filozofska fakulteta. In poleg tega imamo se tudi nekatere posameznike, ki veliko vedo in ki veliko delajo. In če bi se tle sestavil tak tim, ki bi se tega lotil, potem bi pa res lahko dobili eno tako monumentalno slovensko zgodovino, ampak do takrat bo pa verjetno še nekaj desetletij minilo, ker mi se moramo najprej prekvasiti z duhom samostojne države, ne pa da se bomo potem, kot sem že prej omenil, kregali v odnosu do Jugoslavije, da je bil večji Jugoslavar, pa da je bil manjši Jugoslavar. In je pa seveda potrebno, ker mnogo je ogromno napisanega, človek težko sledi in bi tle rad povedal še to, da veste, tudi ne zgodovinarji, tisti, ki nimajo preko poklicne zgodovinarske izobrazbe, lahko v mnogih primerih odlično delajo, celo boljš kot mnogi poklicni zgodovinarji, tako da teh ovir pravzaprav tle ni. Seveda pri starejši zgodovini je to nekoliko težje, ampak vendar, če vzamete Mlinariča, ki je pisal v naših samostanih, on je bil pravzaprav klasični filolog in je potem pravzaprav še zgodovinarsko izobrazbo pridobil. Tako da jaz upam, da enkrat bo, ampak moramo najprej kot država dozoreti, ker pisanje takih monumentalnih del pa seveda to stane ogromno denarja. In v sedanji situaciji, to bi bila naprimer naloga Slovenske akademije znanosti, ampak v sedanji situaciji, ko veste, kdo tam zgodovino vlada, so to čiste iluzije. Je pa sve to potrebno, ampak to je bolj za znanstveno naravo. Zaenkrat je veliko bolj pomembno, da imamo mi cele serije teh knjig za običajne državljane, da vendar ljudje, ki spoznajo slovensko zgodovino in upam, da bodo šli te stvari na boljše, pa gre pa počasne. Vi sam pogledajte, da še enkrat to ponovi, kar gre mnogi na živce, pa ne morem pomagati. Erlich, ki je prvi zastopil samo slovensko smer v slovenski zgodovini, je še vedno persona non grata v slovenskem zgodovinskem spominu. Pa je prvi, ki je zahteval samostojno mednarodno priznano slovensko državo. Bo povarko umetno delko za zgodovino, se vas bodo napriš prvi. Ker tam se ne ukvarjajo s psevdoznanostjo. Smo lahko pred kratkim pravili, da smo državni sfer. Toliko zdaj. Hvala. Tudi sam razmišljam, da bi to seveda dobro dobiti neko tako monumentalno delo, ki bi vendar je verjetno podlaga za njo, mogoče še bolj kot denar, je pamet oziroma neka zrelost. Trenutno smo mi v situaciji, ko tudi med zgodovinarji se zdi, da okrog nekaterih ključnih dogodkov iz naše pretekle zgodovine, ki se vežejo tudi v današnji čas in nam vplivajo, da ni osnovnega konsenza. Pravzaprav zahajajo čedalje večjih kontradikcij, kar je popolnoma nenavadno. Se pravi, mislim, da take monografije, ki bi imela nekaj uravnotežen, realen pogled na polpreteklo zgodovino, bomo težko prišli na kratek rok, pa verjetno bi se kregali tudi že od najbolj zgodnih zadev, ne sicer vedenske teorije, ampak že krščanstva, kmečkih uporov, ki je v bistvu tudi za neke ideološke kvalifikacije zgodovine. Takrat je lahko nastala leta 1979 zgodovina Slovencev, zato ker je bila komanda popolnoma jasna, pa v tej knjigi je recimo ogromno netočnih zadev, celo lažih. Vem, da za Dražniško bitko govorijo par sto padlih in tako naprej, čeprav jih je bilo 26 oziroma 27. Težko. Svoj čas sem kot novinar poročal iz Dražniške, se pravi, leta 1960. Smo pisali, da je bilo to prva bitka, ki so jo Nemci izgubili v Evropi. Ja. Samo da se ne sam predvsem dotaknil to, kar boče. Torej, možete sam, kako se spremenja. Ko si ne študiral zgodovino, če bi nekaj rekel večasno slavo Dražniške bitke, ne bi pošvel vrlo. Nekaj Mikoš je, to je bila največja partizanska enostavnost.
Če vzamete pa njegovega naslednika, za njega je to pa največja zmaga na svetu in tako naprej, mislim, Repeta. Ne? Kako gre pravzaprav pa je rekel dedič njegove katedre. Ampak pogledajte, na primer, to, kar je prej omenil povrednik demokracije, metod, ta zgodovina inštituta za novejšo knjigo, vse je dobro. Ampak Slomška mislim, da namen pa Pučnika tudi ne. Zato, ker pač imel duhovni oče te knjige, imel tudi ima tako zgodov Slomška pa do Pučnika, da enostavno ne knjigi. Govoriti o slovenski zgodini 19. pa 20. stoletja, brez Slomška pa Pučnika je pa tako, kot bi imel mlin brez vode. Mislim, vodni mlin brez vode. Enostavno zadevanja Ralfa. V takih situaciji smo danes. Če je to zanimivo, nekateri ti znameniti slovenski posamezniki, ko sem se srečal z njim, nikjer ne napiše, da je bil rojen. Naprimer, da se Barbara Tožilka Brezigarjeva, sem ji na domu telefonila, da sem jo vprašal. Za Pučnika se ne spomnim, mislim, da ga tudi ni bilo nikjer. Ne znam, še se pojavil. Za Brezigarjeva se pa prav spomnim, da sem telefoniral. Ne mogoče letnico, ko pa zamočali. Ne, ničko. Ali pa lahko, da se mi zelo kakšne stvari še govorite. Letnico. No, še moje kratko razmišljanje, se povsem strinjam z vsem, kar je bilo zdaj rečeno iz ust mojih kolegov. Na Študijskem centru za narodno spravo, kjer delam, smo že nekaj organizirali razprave na temo stanja v slovenskem zgodovinopisju in smo k tem razpravam povabili kolege, bom rekla, z vseh vetrov, pa žal je bil odziv, bom rekla, z levega pola slovenskega zgodovinopisja, danes so da že nekatera imena omenjena, pa še drugi, ne, nikakršen. In to pravzaprav priča o stanju duha, kjer se nekateri ne želijo niti pogovarjati. Torej ni dialoga in ne samo to, tudi v njihovih tako imenovanih znanstvenih delih ne najdemo literature, ki bi jo morali vzeti v roke, zato ker prinaša nova dejstva, nove vire, nova spoznanja. In to se mi zdi bistveno, ne, pri zgodovinarju, da nekdo pravzaprav išče novosti, da to ni neka zamrznjena zgodovina, da to ni neka dogma, kot je bila to recimo leta 1979, kjer je pač vsemogočna partija povedala, kaj želi imeti v tej zgodovini. Bog ne daj, da se vrnemo nazaj k temu sovjetskemu modelu, kjer bi imeli en sam inštitut za zgodovino, ki bi potem predpisoval, kaj se lahko piše, o čem se lahko govori, kaj se lahko v šolah predava. In tukaj se mi zdi bistveno ravno to, kaj se v šole od teh novih zgodovinskih spoznanj, ki jih je v zadnjih letih vendarle že precej, kaj se prenaša v šole. In tukaj je, mislim, da ključ težav, ki jih imamo v zadnjem času, ker se učbeniki že dolga leta niso spremenili prav nič. Ne? Mislim, da ne bom zdaj delala krivice, ampak mislim, da je bil minister Lukšič tisti, ki je zaustavil spremembe učbenikov, vsaj od takrat naprej jih ni več. Lani sem bila vključena v en projekt e-učbenika, smo pisali nova poglavja o slovenski osamosvojitvi, demokratizaciji v drugi svetovni vojni, pa ni bilo iz tega tudi nič. Skratka, pejte v šole ali pa pogledajte, odprite učbenik svojega otroka, svojega vnuka, katero letnico ima. Tako da mislim, da tukaj je problem. Ne? In tukaj bo treba narediti, bom rekla, en premik naprej. Hvala. Še kakšno novinarsko vprašanje? Gospod Conder, bi še kaj dodali za konec? Jaz bi sam tisto zelo zapažen, da v novinarstvu imajo očitno večino zgodovinarjev. Morbiti je to dobro, ker moj načelo, in se ga nekako življenje držim, je tak staro-rimski, latinski rek, motiti se je človeštvo, ustrajati v zmoti in pa pokvarjeno. Zgodovina, jaz poznam en primer, da je na Ronskega nekaj redoval, se je veliko motil
Zdaj pa če še kje zgodili. Hvala. Še kdo kaj dodal? Okay. S tem zaključujemo novinarsko konferenco. Želimo obilo zanimivih spoznanj o branju knjige Petra Colnarja, Slovenska kronika tisočletja, od Karantanije za 10. slovenske vlade. Najlepša hvala.